Na zajetni riti tega turneja piše hibrid in čeprav ne gre še za čisto pravi hibridni turnejo, ki ima veliko baterijo tule spodaj nekje, vam vseeno lahko povem, zakaj je že tale bistveno boljši od nehibridnega. Pa čeprav na elektriko ne zmore prevoziti niti 22 metrov. Custom, ki zmore na elektriko prepeljati okrog 50 km, je trenutno na voljo le v tovorni različici, no bistvo takšnega turneja pa je v 48-voltnem omrežju. Gre torej za mikrohibrid, kot mu strokovno pravijo, ki se na elektriko ne more peljati, večja moč omrežja pa mu omogoča, da se dizelski motor ugasne takoj, ko začnemo zmanjševati hitrost, vsa odvečna energija, ki pri tem nastane, pa se shrani v posebno baterijo. Ravno zato sistem start and stop, oziroma ko se motor ugasne in prižiga, deluje skoraj nezaznavno, bistveno lepše kot pri klasičnem. Ampak vas zanima, kako se to pozna med vožnjo. Tako, da elektromotor, ki je z glavnim motorjem spojen preko jermenice, zagotovi dodatnih 54 Nm navora, ki je dobrodošel pri pospeševanjih ali pa pri speljevanju. Čeprav je pomoči dejansko precej malo, elektromotor pomaga že čisto takoj, točno tam, kjer bi mogoče dizelski motor še imel probleme, rezultat pa so lahkotnejša pospeševanja in nasploh nimam več občutka, da motorju kadarkoli kaj manjka. Dizel ima itak že sedaj 136 kW moči, torej 11 več kot prej, potem pa v tem primeru pomaga še elektromotor in skupaj je zadeva res fajn zapeljati. Poraba je še vedno okrog 9 litrov, kar je čisto ok, ampak hibridno različico v bistvu priporočam predvsem zaradi večje prožnosti pogona in zaradi bolj prijetne vožnje. Stane pa okrog 500 € več od klasične, kar tudi ni veliko. No, cel tale lepotec pa 44 jurjev, če je tako bogato opremljen kot tale. Kar fajn za enega najbolje voznih kombijev, a ne?